Tudi pri Žnidaršičevih, ki kmetujejo v okolici Brežic, so se odločili za ekološki način kmetovanja. Za njimi je prvo leto preusmeritve. Ob reji sivorjavih krav molznic obdelujejo okoli 70 hektarov kmetijskih površin. Že nekaj časa se trudijo, da bi pridelovalno zemljo ohranili čim bolj živo in rodovitno, tudi tako, da na njivskih površinah ne uporabljajo pluga. Že pred kar precej leti smo nekako delali prve korake na kmetiji v to smer. Prvo smo začeli s poljedelstvom, kjer smo se ukvarjali z raznimi poizkusi na semenarstvo in pri nekaterih škropivih. S tem smo si nabrali kar nekaj znanja in potem smo to nekako začeli povezovati z tem načinom ekološkega, katerega imamo sedaj. Že na reji smo ta prehod nekako peljali zelo postopoma. Izpostavil bi predvsem to, da naše krave in ostale živali so pretežno na paši. Uporabljamo za krmo izključno voluminozno krmo s travnikov in z njivskih površin. Žito uporabljamo v manjših odmerkih. Glavna naša krma za naše krave je travna silaža, suha, seno in nekaj žita. Kaj pa površine, na katerih se gibljajo? Ta hlev, ki smo ga zgradili pred 10 leti, smo že takrat zasnovali na ta način, da je zelo prostoren, svetel, zračen, da imajo krave dovolj gibanja, dovolj svetlobe in seveda, da je možen izpust na bližnje pašnike. Vidimo pa, da imajo tudi vse vaše krave rogove. Ja, to je v tej preusmeritvi iz takratne še vezane reje v prostorejo. Smo nekako bili pred to odločitvijo, ali te rogove odstraniti. Na to smo z nekim delom, dolgoročnim delom v tem hlevu omogočili kravim, da lahko še vedno te rogove imajo in da ne prihaja do kakih večjih poškodb. V glavnem gre tukaj za malo drugačen način dela, no? Da nekako bolj upoštevamo to hierarhijo, ki jo čreda pač ima. Kaj pa potem sama prireja? So kakšne razlike? Medtem, ko smo včasih šli bolj intenzivno, je seveda mlečnost je bila nekaj višja, vendar če pa nekako potem upoštevamo vse dejavnike, to pomeni zdravje živali, brejost, kvaliteto mleka, tudi konec koncev delo v hlevu in na koncu, ko to vse skupaj seštejemo, je to v prid ekološki pridelavi mleka. Sedaj te novosti uvajate tudi v poljedelstvu. Poljedelstvo na ekološki način je brez govedoreje kar dosti težji. To se pravi, veliko zadev, veliko pridelkov, ki jih pridelamo na naših njivah, uporabimo za krmo živali. Izpostavil bi mogoče to ozelenitve in ostale zadeve. Medtem ko seveda kombinacija hlevskega gnoja, dosevkov, gnojevke, potem daje na njivi en tak krog, ki pač omogoča dobro rast in tudi kvaliteto pridelkov. Kako se borite proti škodljivcem? Škodljivci se pojavljajo v tem sistemu kmetovanja, ki ga imamo mi. Mogoče nekateri škodljivci se pojavljajo, ki prej niso bili tako aktivni, ampak vsako leto pač se s tem spoprimemo, tako da na koncu upamo, no, da bomo dosegli dobre rezultate. Zmorete vse uporabiti v krogu družine? Nekako bi rekel, da je pri takem načinu je zelo pomembno znanje, delovno je pa celo malo manj zahtevna ta zadeva, predvsem na njivah, kjer za minimalno obdelavo porabimo vsaj nekje pol manj delovnih ur, kot bi jih drugače. V živinoreji je pa tudi lažje, ker so živali bolj zdrave, uporaba antibiotikov je minimalna oziroma je skoraj ni in to tudi na nas kot rejce deluje manj stresno in pač delamo bolj zlahkega. Zaradi spodbud skupne kmetijske politike bo v prihodnje gotovo še več kmetij, ki bodo ekosistemske storitve ohranjale in koristile.
Po sonaravnih pridelkih s kmetij povprašuje tudi vse več kupcev, zato tovrsten način pridelovanja hrane v prihodnje gotovo predstavlja zanimivo tržno priložnost in prinaša ekonomski napredek kmetij.